Dober dan, ponovno lep pozdrav. Tako kot smo napovedali, bi tudi danes, zdaj ob 17. uri, predstavili zadnji razvoj dogodkov na ozemlju Republike Slovenije in po svetu. Prva stvar, ki jo želim predstaviti, je dejstvo, da je vladi Republike Slovenije po daljših diplomatskih prizadevanjih uspel dogovor z Republiko Srbijo o vračanju okoli 400 njihovih državljanov, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji. Vračamo jih domov v Srbijo. Gre za državljane, ki so se vračali v Srbijo iz Skandinavije, iz Beneluxa, Nemčije, Češke, Slovaške, Avstrije in nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji. V Sloveniji so obtičali potem, ko je Srbija kot del ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 za vse državljane zaprla svoje meje, tudi za državljane lastne države, ki so se iz tujine vračali domov. Nekateri od njih so v Sloveniji že 5 dni in res je bil potreben izjemen napor, da smo dosegli dogovor med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo za oblikovanje humanitarnih konvojev. Prvi konvoj srbskih državljanov, ki čakajo na vrnitev domov, bo v policijskem spremstvu krenil v Srbijo še danes. Kdaj točno se bo konvoj premaknil, v tem trenutku ne morem točno napovedati. O vračanju Srbov v konvojih skozi Slovenijo in Hrvaško do Srbije so se dogovorili predsednik vlade Janez Janša, hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Po predstavitvi obsežnega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije vlada Republike Slovenije nadaljuje s sprejemanjem ukrepov namenjenih zajezitvi bolezni. V skladu in z današnjim dnevnim redom na seji vlade, ki se bo začela ob 18. uri in v dogovoru z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsem, želim danes tukaj sporočiti, da je predsednik vlade podpisal odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije. Odlok po vzoru ukrepov, ki smo jih že uvedli na meji z Republiko Italijo, vzpostavlja ponovno 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah. Te kontrolne točke so nekdanji mejni prehodi Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Jurij, Vič, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj, avtocesta, Šentilj, magistrala in Korensko sedlo. Kot veste, vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo ni aktiven, se ne izvaja. Vstop v Republiko Slovenijo se po tem odloku dovoli tujcu z dokazilom o negativnem izvidu na novi koronavirus, ki ni starejši od 3 dni, oziroma tujcu s telesno temperaturo nižjo od 37,5 stopinj Celzija in brez jasnih znakov okužbe zgornjih dihal. Govorimo o konvojih, o tranzitu čez Republiko Slovenijo. Vstop se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim in začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Odlok pa se ne uporablja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela za čezmejne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil ter za tranzit izvan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev. Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogli zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli. Odlok bo začel veljati 25. marca ob 00:00, se pravi danes ob polnoči. Tretja točka, o kateri želim nekaj spregovoriti, je dejstvo, da še naprej intenzivno potekajo aktivnosti za repatriacijo
naših državljanov, ki so še ostali po svetu. Operacije, ki so v teku, se bodo intenzivno načrtovale tudi v naslednjih dneh. Danes poteka repatriacija iz Filipinov 4 državljanov, jutri iz Tajske 43 državljanov in iz Vietnama 7 državljanov, pojutrišnjem pa še iz Španije za 40 državljanov. Iz teh razlogov ponovno pozivamo državljane, ki si skušajo čim prej urediti prevoz po poteh, kjer je to še mogoče v lastni režiji, oziroma kontaktirajo Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer te možnosti več ni. Zdaj ena spodbudna vest iz Evropske unije. Danes je potekala videokonferenca, na kateri je sodeloval iz našega Ministrstva za zunanje zadeve državni sekretar Gašper Dovžan v formatu Sveta za splošne zadeve Evropske unije. Evropski ministri so soglasno potrdili oziroma dosegli dogovor za začetek postopka pogajanj Severne Makedonije in Albanije za vstop v Evropsko unijo. Slovenija današnjo odločitev pozdravlja, ker daje jasno politično zavezo za evropsko perspektivo držav v regiji Zahodnega Balkana in ne nazadnje tudi Evropske unije celotni regiji. Formalna odločitev bo sprejeta v pisnem postopku in je osnova za formalen začetek pogajanj. V nadaljevanju bomo o delovanju Evropske unije in njenih prizadevanjih spregovorili še več, ampak tisto, kar se mi zdi v tem trenutku resnično pomembno, je, da kljub širjenju bolezni in kljub temu, da se organi Evropske unije ne sestajajo, obstoji zaveza in odgovornost, da se na proces širitve Evropske unije tudi v takih razmerah ne pozablja in je to zagotovo tudi velika spodbuda za obe državi, da zase, za začetek pristopnih pogajanj, za uspešno pot proti in v Evropsko unijo naredijo čim več v najkrajšem možnem času. Ob koncu ne moremo mimo vesti iz Japonske, ki je že zaokrožila po svetu. Olimpijske igre, poletne olimpijske igre, ki bi morali biti letos poleti v Tokiu, so prestavljene, vendar največ za 1 leto. Gre za zelo odgovorno odločitev Japonske, ki naj bo dodatna spodbuda za odgovornost nas vseh. Kot smo že napovedali, pa je ob dejstvu, da je Vlada Republike Slovenije na včerajšnji nočni seji razpravljala o usmeritvah nadaljnjih ukrepov pri pripravi krovnega zakona, tako imenovanega protikorona zakona, ki ga bo pripravila v najkrajšem možnem času. Z nami so 3 gosti, kot smo že napovedali, profesor dr. Mojmir Mrak, profesor dr. Žiga Turk in Dušan Olaj. Dr. Žiga Turk je novo ime, saj smo dopoldan napovedovali, da bo z nami dr. Janez Šušteršič, toda zaradi bolezni v tem trenutku ne more sodelovati na tej predstavitvi, ne želimo pa tako pomembnih tem v tej fazi še komunicirati preko telekonference. Torej, v živo z nami so naši 3 gostje in zato najprej prosim profesor dr. Mojmirja Mraka, da nam spregovori o evropskem prispevku pri skupnem reševanju problema širjenja in bolezni koronavirusa. Izvolite. Dober dan. Naj uvodoma povem, da sem se v skupino, ki je bila formirana, vključil jasno zlasti z namenom, da pomagam sodelovati v tistem delu, s katerim se sam največ ukvarjam in kjer mislim, da lahko kaj prispevam, to je pa ravno ta evropska dimenzija reševanja sedanje krize, nove krize. Gre dejansko za šok, ki
nima neke primerjave v sodobni zgodovini in drugič gre za šok, ki je v prvi vrsti izjemen zdravstveni izziv, na katerega države širom sveta danes odgovarjajo z strogimi omejevalnimi ukrepi gibanja prebivalstva in jasno, te drastični ukrepi za zajezitev zdravstvene krize že imajo in bodo v prihodnje imeli še večje gospodarsko-finančne posledice. Videli smo v zadnjih dneh, da se napovedi gospodarskih rasti iz dneva v dan znižujejo in so v primerjavi s tistim, kar je bilo na začetku leta danes že bistveno nižje. To, kar se mi zdi pomembno reči, je, da danes je praktično nemogoče z gotovostjo trditi, kako dolgo bo kriza trajala. Večinska ocena pa je, da se bo njena najhujša faza merila v mesecih. Če je temu tako, potem je smiselno, da se tudi ekonomski ukrepi za soočanje s to krizo vsaj v tej fazi osredotočajo na to še vedno relativno kratko obdobje. Slovenija je članica Evropske unije in s tem paketom, ki se zdaj pripravlja in je bil vsaj neke zasnove predstavljene danes, se odziva na gospodarske in finančne posledice krize in to bi rad poudaril, odziva se na konceptualno podoben način, kot so to ali pa sedaj počnejo nekatere druge ali pa kar večina drugih evropskih držav. V našem primeru gre za ukrepe v trajanju 3 mesecev, usmerjeni so pa predvsem v to področje zagotavljanja osnovne socialne varnosti in drugo je pomoč gospodarstvu pri ustvarjanju pogojev za povečanje likvidnosti in ohranjanje delovnih mest. Obe te dve prioriteti dejansko vidimo v programih večine drugih evropskih držav, ki to počnejo v zadnjih dneh. Že sedaj je jasno, da v tem paketu sledil še kakšen paket ali pa bojo to ukrepi, kar je logično, vendar pa je za pripravo tovrstnih stvari, ki bodo v nadaljevanju sprejete, potrebno nekoliko več časa. Obvladovanje krize v posamezni državi Evropske unije. Evropska unija je pač neka zelo visoka stopnja regionalne ekonomske integracije, kjer so države, tudi Slovenija, predale nekatere stvari na področju vodenja ekonomskih politik na ta nivo. Jasno je tudi zdaj ta situacija reševanja krize v takšnem institucionalnem okviru nujna na obeh nivojih. Eno je na nivoju države, kar pač v Sloveniji počnemo. Drugo pa je, da to, kar počnemo na nivoju države, je tudi usklajeno, na nek način skoordinirano z odzivom na nivoju Evropske unije ali pa na nekaterih stvareh vsaj evroobmočja. Tu ne bi govoril o ukrepih, ki se na tem EU-evskem nivoju dogajajo v smeri zagotovitve ali pa pomoči pri zagotavljanju medicinske opreme in to, kar je v zadnjem času precej govora, ker vendar je treba tukaj biti jasen. Zdravstvene stvari niso nek velik sestavni del evropskega pravnega reda, to so pristojnosti ostale na nivoju držav in zato je tudi ta del zdravstveni precej v rokah držav članic in na EU nivoju to nekih velikih možnosti razen koordinacije, usklajevanja ni. Bistveno drugačna je pa situacija na področju vpliva te krize na gospodarske in finančne stvari. Jaz bi se tukaj skušal osredotočiti na ukrepe na nivoju Evropske unije, ki so direktno usmerjeni v reševanje te krize in bodo jasno pomagali tudi našemu reševanju krize. Te ukrepe bi jaz nekako razdelil v 3 sklope. Prvi sklop je ukrepi, instrumenti, ki so že v veljavi, se pravi, so že na razpolago in jih bo potrebno v čim boljši meri izkoristiti. Drugi sklop so instrumenti, ki so v pripravi ali pa če hočete nekaterih stvareh tudi v različnih fazah pogajanj. Tretji sklop pa jaz sem ga tukaj imenoval kar nekako ostalo, ampak videli bomo, gre predvsem za neko normalno delovanje prostega trga za pretok blaga in storitev.
Če sem mečkam bolj specifičen, mečkam bolj konkreten, kaj je že bilo storjenega na nivoju Evropske unije in direktno prispeva k temu, da se tudi v Sloveniji lažje soočamo na gospodarskem področju s to krizo, so, jaz bi rekel, predvsem 3 stvari. Eno je to, kar je sprejela Evropska centralna banka. Gre za ta velik inštrument v zadnjem mesecu, sicer v 2-3 fazah, kjer je približno 1000 milijard zdaj na razpolago likvidnosti, dodatne likvidnosti, ki bo potem omogočalo zadolževanje držav po nekih normalnih pogojih. To je operativno. Druga stvar, zelo pomembna, je, da so bili že sprejeti ukrepi za začasno derogacijo nekaterih segmentov pravnega reda Evropske unije, zlasti tukaj mislim na tiste segmente, ki govorijo o fiskalnih pravilih in pa o državnih pomočeh. Mislim, da so nekateri od teh inštrumentov tudi za Slovenijo že toliko razlahljani, derogirani, da je to lahko že direktno se da koristiti. In tretji sklop, to so pa sprejeti ukrepi za določene prerazporeditve v okviru proračuna Evropske unije, to je in na področju kohezijskih sredstev, nekaj na področju kmetijstva in še tretja stvar, bila je tudi dana neka posebna lokacija za pospeševanje ravno tistih raziskav, ki so vezane na reševanje te krize. Skratka, to so inštrumenti, ki so v zadnjih, jaz bi rekel, dneh ali pa tednih, 14 dneh bili že realizirani in so na razpolago. Prehajam na ta drugi sklop, kjer gre za instrumente, za katere upam, da bodo vzpostavljeni, nekateri čim prej, nekatere pa bodo verjetno stvari lahko trajale del, jaz jih bom vendarle povedal, ker se mi zdi, da gre za pomembne stvari. Ena takih stvari je, da je evropski stabilnostni mehanizem, imamo vzpostavljenega, ima na razpolago 500 milijard evrov in mislim, da so ta pogajanja v tem, da bi bila sredstva tega sklada bila lahko koriščena tudi za reševanje tovrstnih stvari v eni fazi, za katero jaz upam, da se bo zaključila v smeri, da bo dejansko ta potencial odprt. Druga stvar, jaz mislim, da je Evropska investicijska banka kot največja svetovna mednarodna finančna inštitucija, največja mednarodna razvojna banka, bi morala iti v večji meri v sprejemanje aranžmajev in to aranžmajev, ki ne bodo nujno garantirani strani držav članic, se pravi, da bo tudi EIB sam sprejemal določena tveganja, ampak govorim izključno o aranžmajih, ki bodo vezani na soočanje z to finančno krizo, izvirajočo iz tega zdravstvenega segmenta. Tretja stvar, potencialno zelo kontradiktorno in stvar, ki je bila že na mizi v prejšnji finančni krizi, to pa so v bistvu skupne obveznice držav članic oziroma obveznice za skupno garancijo držav članic. Zdaj se govori o korona obveznicah. V času finančne krize je bil ime nekoliko drugačen, ampak gre preprosto za nov inštrument, ki bi dejansko tudi mednarodnim finančnim trgom dal neko jasno sporočilo o komitmentu, o pripadnosti držav članic evrocone temu projektu. Meni je jasno, da je to projekt, ki je kontradiktoren, ampak stvari so se spremenile. Ta kriza ni kriza, kjer so prizadete nekatere države članice, se pravi, ne gre za tako imenovano asimetrično krizo, ampak je kriza zelo simetrična. Vsi smo v tej krizi in upati je, da bo v tem kontekstu tudi več pripravljenosti za sprejetje implementacijo tega inštrumenta. No in pa še tretji sklop, tukaj bom zelo kratek. Jaz mislim, da ena od ključnih stvari je, da se zagotovi prost pretok blaga in storitev. Tukaj ne mislim zdaj samo tega, ki je zdaj problematično v kontekstu teh zdravstvenih blaga, vezano na zdravstvene težave, ampak vkolikor bo ta trg, prosti trg blaga in storitev nehal funkcionirati na kolikor toliko soliden način, postavlja jasno potem to mnogo širše vprašanje. Naj zaključim. Paket ukrepov, ki je bil danes predstavljen, je paket, ki je prilagojen slovenskim specifičnostim, je pa vsebinsko primerljiv s podobnimi paketi drugih držav v Evropski uniji. In pa drugič, uspešnost oziroma neuspešnost soočanja
sodanjo krizo na evropskem nivoju bo močno zaznamovala, kako bomo v tej skupni družini sodelovali v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Mah. Naslednji bo profesor dr. Žiga Turk, ki bo predstavil svoj prispevek pri oblikovanju načel, ki vodijo proti pripravi in uzakonitvi krovnega zakona. Prosim. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ta virus se širi kot virus, ne širi se kot požar. Gre za verižno reakcijo, ki je še najbolj podobna verižni reakciji, ko gre kaj narobe v jedrskem reaktorju in zadeva eksplodira. Slovenska vlada je v prvem tednu posegla z drastičnimi ukrepi za to, da bi se širjenje tega virusa, ki je medicinski problem, ustavilo med ljudmi. Ta vikend je pa ena skupina strokovnjakov, v katero sem bil povabljen, kjer sem poskušal pomagati po svojih najboljših močeh, pripravlja pravzaprav drastične ukrepe za to, da prehitimo ekonomske posledice, ki jih ta virus prenaša in ki jih prinaša zaustavitev gospodarske aktivnosti. Tisto, kar je ključno pri spopadu z takimi verižnimi reakcijami, kot je virus ali pa kot je podiranje domin v gospodarstvu, je, da poskušamo stopiti korak pred tisto, kar se dogaja. Tega koraka na medicinskem področju mnoge države niso naredile. Še vedno držimo pesti, da v Sloveniji nismo preveč zamujali. S tem paketom ukrepov je ta skupina strokovnjakov pravzaprav dala nekaj idej, kako stopiti pred krizo, kako stopiti korak dlje od tega, kamor vse skupaj vodijo dogodki. Podobno kot je bilo treba ukrepati drastično na področju medčloveških stikov, na področju preprečevanja epidemije, je bilo treba ravnati drastično, ko gre za gospodarske oziroma ekonomske ukrepe. Dejansko so izzivi tako veliki, da je potreben odziv, ki je hiter, ki je zelo obsežen, ki je natančen in ki je enostaven. Enostavno drugače ne gre, ni pa vsega teh 4 lastnosti mogoče zagotoviti istočasno. Hitrost je pomembna zato, da prehitimo dogodke, da postavimo nekakšen požarni zid pred tem podiranjem domin v gospodarstvu. Enostavnost je pomembna zato, da se da stvari izvesti. Jaz sem poslušal, ko so se ekonomisti med seboj pogovarjali in je bilo nekaj časa diskusija o tem, kaj pa ta sektor, kaj pa oni sektor, kaj pa to vrstni SP-ji, kaj pa to vrstni samozaposleni proti drugim. Preprosto je to preveč komplicirano. Pristop je pomagati vsem, ki si pomoč pravzaprav želijo oziroma ki javijo, da pomoč potrebujejo. Enostavnost je pomembna zaradi hitrosti izvedbe, obsežnost je pomembna zaradi pričakovanega velikega padca gospodarske aktivnosti, natančnost je pa potrebna zaradi te obsežnosti. Preprosto denarja, sredstev za čisto vse želje ni. Ampak pristop, ki ga je ta skupina izbrala, je pravzaprav ta, da zdaj poskušamo pomagati vsakemu, vsem, ki pravzaprav izrazijo potrebo potem imamo pa veliko časa, ima država veliko časa, da preveri, ali so bile vse te zahteve upravičene ali ne. Skratka, natančnost je mogoče skozi proces izvajanja izboljšati. Skupina je delala zelo hitro, lahko rečem, ni bilo časa za elektronsko pošto. Elektronska pošta je bil prepočasen mehanizem, zato ker je ta skupina ta vikend delala, tekle so videokonference, delili smo dokumente in mislim, da se je tudi pokazalo, da je mogoče, če uspe nekdo, kot je bil kolega Lahovnik, zbrati ta pravo ekipo skupaj, če je volja, če je pripravljenost pomagati, da lahko v tej državi zelo, zelo hitro stopimo skupaj in zelo hitro pridemo do nekih rešitev, do nekih predlogov. Ti predlogi, ki so tukaj noter, so konceptualne narave, niso tukaj noter vse podrobnosti, to bodo
zdaj pripravlja ministrstva. Jaz si samo želim, imam nekaj spominov, kako meljajo vladni mlini, kako tečejo procedure v ministrstvih oziroma v zakonodajnem postopku. Jaz si samo želim, da bi nekaj te hitrosti, ki jo je ta skupina pravzaprav od sobote do nedelje, če tako rečem, pokazala, da bi lahko nekaj tega pokazali tudi, ko gre za to, kako funkcionira ta država, in da bi bila taka skupina oziroma tak način dela lahko tudi zgled za to, da bi kdaj, morda v kakšnih manj nujnih časih, pa vendar kakšne druge rešitve, ki jih ta država potrebuje, takole skupaj naredili. To je bilo z moje strani vse, če so kakšne vprašanja, pa seveda z veseljem. Hvala lepa, dr. Turk. Hvala lepa, dr. Turk. In še zadnji od naših gostov je Dušan Olaj, lastnik in direktor podjetja Duol, ki vam bo kaj več lahko povedal strani končnega uporabnika teh ukrepov. Prosim. In še to, ob koncu bomo odgovorili tudi na vprašanja in prosim, da morebitna vprašanja zastavite po enakem vrstnem redu, kot so gosti nastopili. Najprej dr. Mrak, dr. Turk in potem Dušan Olaj. Hvala lepa. Lep dober dan tudi v mojem imenu, torej kot člana posvetovalne ekipe za pripravo smernic za ukrepe antikorona paketa, ukrepe, ki naj pomagajo slovenskemu gospodarstvu. Biti zadnji na govorniškem odru pomeni, da sta kolega pred mano več ali manj že vzela iz ust vse tisto, kar sem hotel povedati jaz, vse tiste smernice in usmeritve. Mogoče je tisto, kar je mene najbolj navdušilo pri tem delu, hitrost, natančnost, operativnost. V nekem izjemno kratkem času je precej široka skupina uspela doseči soglasje okoli najbolj kritičnih ali najbolj pomembnih točk tega ukrepanja in vse to spraviti, verjeli ali ne, na manj kot 3 liste papirja. Zdaj je to največje delo narejeno in predano naprej politiki, da ta čim prej spravi to stvar v življenje. Ob strani tega želim povedati par stvari, da Slovenija in svet danes nima enega koronavirusa, ampak ima 2. Tako kot je eden naseljen v ljudeh, ki se zdravijo v bolnišnicah, je drugi naseljen v gospodarstvu. In če za prvega vemo procent okuženosti in procent smrtnosti, moramo za drugega, tistega, ki je zdaj v gospodarstvu, vedeti, da je praktično okužil čisto vsak element tega gospodarstva. In tako kot danes na intenzivni negi bolniki potrebujejo respiratorje in jim nič ne pomaga, če so ti respiratorji v kontejnerju v eni od kitajskih luk, tako popolnoma nič ne pomaga slovenskemu gospodarstvu, podjetjem, SP-jem, samozaposlenim. Če vladni zakon ni sprejet in če je denar na mesto na njihovih računih v bankah. Torej apeliram ta trenutek politiko, da poskuša celotno stvar spraviti naprej čim hitreje. Profesor Turk je omenil pretekle izkušnje z vladnimi službami, ki bodo sedaj generirale in filtrirale te vladne predloge v zakonsko obliko. Priporočam jim, da vsi zakoni, ki bodo pisani, naj bodo kratki, jasni, razumljivi in jedrnati. In da se v primeru napačne interpretacije razumljivosti teh zakonov upošteva šibkejša stran, se pravi uporabnik. Zelo pomembno, zaradi tega preprosto, ker je potrebno delovati hitro, ker mora denar čim prej priti do podjetij, ni možnosti, da se najprej preveri, kdo je upravičen uporabnik, ampak velja pravilo, takoj daj, preverjal boš kasneje. In seveda potem v drugi strani enako velja za tiste službe, ki bodo kasneje preverjale. Mogoče je prišel v Sloveniji čas, da to načelo nezaupljivosti, ki tolikokrat velja
v uradnih institucijah, kadar se na nanje obračajo uporabniki, zamenja načelo absolutne zaupljivosti. Pomeni, če sem prišel do tebe, če potrebujem pomoč, potem je to res. Hvala. Hvala lepa Dušanu Olaju. Zdaj pa bi odgovorili na nekatera vprašanja. Prvi bo na vrsti profesor dr. Mojmir Mrak. Lepo pozdravljeni iz Studia 1 Televizije Slovenija. Začenjamo torej z novinarskimi vprašanji. Prvo vprašanje za dr. Mraka postavljajo kolegi iz kanala A. In sicer vprašanje je takšno, ali vlada Republike Slovenije načrtuje kakšne spremembe pri denarnih socialnih pomočeh? No, jaz bom težko govoril v imenu vlade, ampak mislim, da tele ukrepi, ki so zdajle bili predlagani in so v, da rečem tako, mlinih za pripravo, naslavljajo kar precej stvari iz tega področja, tako da, ja, seveda jih. Tadeja Vrtovec, STA. Gospod Mrak, kako razumete vi, da bi lahko delovali ukrepi Evropske centralne banke v praksi? Se pravi, kako menite, da bi Slovenija lahko to izvajala? Na kakšen način? Ja, inštrument Evropske centralne banke, govorim zlasti v tem zadnjem inštrumentu 750 milijard, to je v bistvu instrument, ki bo omogočal državam članicam, da se izdajo obveznice na mednarodnem finančnem trgu in da bodo tisti, ki bodo te obveznice kupili, lahko potem te obveznice plasirali v Evropsko centralno banko, kar pomeni, da je stopnja rizika pri tem praktično zelo nizka, da rečem tako, in to jasno zagotavlja, da bodo države lahko ta obseg obveznic izdale po dost solidni ceni in tudi razlike med državami pri izdaji teh obveznic se bojo velike. Skratka, gre za en inštrument, ki omogoča državam zadolževanje po dobrih pogojih. Je pa res, to je še vedno zadolževanje in v tem smislu prispeva k povečevanju javnega dolga. Hvala lepa za oba odgovora. Gremo naprej z vprašanji naših novinarjev in sicer za dr. Žiga Turka. Vprašanje postavljajo kolegi novinarji iz Radia 1. In sicer je vprašanje takšno, ali pripravljate ukrepe za pomoč medijem, ki v tem trenutku prav tako predstavljajo del kritične infrastrukture oziroma opravljajo ključne dejavnosti v času epidemije, kot sta obveščanje in informiranje javnosti. S tem tudi odločilno vplivajo na splošno varnost, zdravje in zaščito države. Svoje delo pa opravljajo kljub temu, da so se pri dohodkih iz oglaševanja skoraj popolnoma izničili. Jaz se zelo strinjam s tem, kar ste povedali, da je vloga medijev v takih kriznih oziroma katastrofalnih razmerah izjemno pomembna. Hvala, da pravzaprav prenašate to konferenco, da boste to povzemali v poročilih. Kot sem že povedal, se je ta skupina poskušala izogniti temu, da bi s pinceto ali pa z nekoliko večjo žlico iskala, kateri sektori malo bolj in kateri malo manj zaslužijo pomoč. Princip je bil, vsi, ki čutijo posledice te krize, vsem je treba pomagati, vsi lahko pridejo z predlogi oziroma z zahtevami za mehanizme, ki so v tem predlogu vzpostavljeni. Ugotavljali morda bomo pa kasneje, ali je prišlo do kakšnih zlorab ali ne, ampak kot je povedal gospod Olaj malo prej, morda bi res lahko v tej državi začeli igrati na zaupanje, da se ne zlorablja ne v eno, ne v drugo smer. Hvala lepa za odgovor. Mislim, da novinarskih vprašanj. Je še eno novinarsko vprašanje za vas. Hvala lepa.
Dober dan, Irina Ulčar-Cvelbar, Televizija Slovenija. Mene zanima, ali ima ta skupina, s katero ste delali čez vikend, kakšno oceno, ko je pripravljala te ukrepe, kolikšen del gospodarstva dejansko se je že ustavil in kolikšnemu delu grozi, bom rekla, ta kolaps, če se ukrepi ne sprejmejo dovolj hitro? Jaz se konkretno neke številke ne spominjam. Dejansko so ogroženi prav vsi deli gospodarstva, ker se zadeva res eksponentno širi tudi med podjetji. Neko podjetje je lahko še dobro, zdravo, pa ima dva, dobavitelja, ki sta nehala delati ali sta pa nehala plačevati. Tako da princip je bil, gremo na široko, ukrepi so pravzaprav taki, kot da se je vse ustavilo. Hkrati se je pa ta skupina predvsem v zadnjem delu predlogov zelo zavedala tega, da je treba pomagati, omogočiti, priti z rešitvami čim prej, ki bodo ciljano poskušala zagotoviti, da bi čim več podjetij lahko delalo. Potem, ko bomo naredili ta, bom rekel, požarni zid pred tem, da se kriza razširi v gospodarstvo, se bo treba začeti ukvarjati s tem, kako pa s kakšnimi prijemi, tehničnimi, medicinskimi, organizacijskimi, zagotoviti, da bo čim več podjetij lahko delalo. In tudi tukaj bo država priskočila na pomoč za zaščitno opremo na eni strani, pa morda z raziskavami in razvojem, ki so za to potrebni na drugi. Hvala. Tadeja Vrtovec. Če še lahko za vprašanje za... Povejte. Če lahko za gospoda Turka še eno vprašanje? Dobro. Samo da se pripravimo naprej. Potem pa vprašanja za Dušana Olaja. Izvolite. Torej, ali vendarle menite, da je kakšen ukrep, ki ni šel v ta prvi paket pomoči, pa bi bil prioriteta, recimo, pa bi moral biti, in kaj menite, malo bolj natančno mogoče, da bi moralo v ta drugi paket? Morda tudi kaj glede pospešitve javnih investicij po odpravi teh omejevalnih ukrepov, s čimer bi recimo na hitro spet spodbudili BDP? Tisto, kar je na koncu ostalo pri tem, kar smo poslali vlado, je tisto, kar smo smatrali, da je res nujno in kar je bilo dovolj natančno premišljeno, da ni zelo težko preliti v zakonska besedila. Hkrati je pa diskusija tekla o zelo številnih ukrepih, za katere bi rekel, ki so nekako del te druge faze, tudi to, kar ste rekli. Prav gotovo, ko se bo industrija vrnila, ko se bodo delavci vrnili na delovna mesta, je zelo smiselen ukrep povečati neke investicije v infrastrukturo ali pa v kaj drugega. Prav to, da se v zvezi z infrastrukturo recimo nekaj naredi, je bila ena od alinej, ki se jo jaz spomnim, da je bila v tem konceptu, ampak ta hip mi ustavljamo verižno reakcijo, ki se širi po gospodarstvu in ki uničuje podjetja enega za drugim in tudi samostojne podjetnike in samozaposlene enega za drugim. Hvala lepa za odgovor. Še vprašanje za gospoda Dušana Olaja. Dober dan, Tomaž Kovšca, športni program TV Slovenija. Prele smo gospoda Kacina slišali, da so olimpijske igre prestavljene najmanj za 1 leto. Mene pa zanima tudi v luči tega, kar je Olimpijski komitej Slovenije pozval vlado Republike Slovenije. Ste v tej skupini govorili kaj tudi o športu, ali boste športne zveze in klube obravnavali kot gospodarske skupine oziroma kako boste pomagali športu? Ja, hvala za vprašanje. Ta skupina se v tem trenutku ni dotaknila v nobenem od svojih debat ali točk športa, športnih organizacij in vsega. Vsi vemo, kakšne so zadeve, da se je športni svet praktično
v celoti ustavil. Zdaj mogoče, kar se tiče slovenskega prostora, v Sloveniji vemo, da je težava na nek način premalo sistemskih sredstev, da šport živi na neki visoki kvalitetni ravni, tako da je taka kriza mogoče tudi prilika, da se poskrbi za ta segment. Zdaj, kako in na kakšen način pa zdaj nisem v stanju odgovoriti. Irena Ulčar še enkrat. Vprašala bi še, rekli ste, virus je napadal tudi gospodarstvo. Ali ste pripravili kakšne ukrepe, s katerimi bi pomagali podjetjem, ki še delajo, tudi tistim manjšim, da bi prišli do kakšne zaščitne opreme? Soočajo se s kar velikimi težavami pri nabavljanju le-te in pri zagotavljanju varnosti v proizvodnjah. Hvala. Če zdaj gledam na naše podjetje, če pogledam podjetja kolega, s katerim si izmenjujemo mnenja, smo v tej fazi bolj kot ne prepuščeni samemu sebi. Se pravi, vsako podjetje samo skrbi za nabavo zaščitne opreme in vsega. Je pa vsekakor ena od prioritetnih nalog, ki se jih je po točko razno lotila ta posvetovalna skupina, tudi da Nacionalni inštitut za javno zdravje in pa civilna zaščita poskrbita na eni strani za smernice in na drugi strani za zaščitno opremo, ki bo še kako potrebna, da čim prej zaženemo nazaj tisti del gospodarstva, ki je ta trenutek obstal. Najlepša hvala za odgovor in seveda tudi najlepša hvala za odgovor vsem govorcem. V studiu 1 Televizije Slovenija nimamo več vprašanj. Hvala. Hvala. Najlepša hvala za sodelovanje. Rad bi dodal samo 2 stvari v zvezi z vprašanji, ki so bila izrečena v zadnjem krogu. Japonska ni odložila olimpijske igre največ za 1 leto. Pardon, ne najmanj za 1 leto, ampak jih je odložila za največ za 1 leto. Ali bo to največ potrebno še kako premakniti, to v tem trenutku ne vemo. Ampak moramo biti natančni. Dikcija japonskega premierja Abeja je bila zelo jasna, kar se tega tiče. Drugo pa je dejstvo, da je to samo, o čemer smo govorili danes dopoldan in zdaj še enkrat, je prvi paket ukrepov. Vlada pripravlja tudi drugi paket ukrepov, ki se ga bomo lotili takoj, ko bo ta prvi pod streho, ko ga bo podpisal predsednik države in ko ga bo mogoče začeti uveljavljati. Torej, zdaj moramo zaustaviti virus. V nadaljevanju pa bomo iskali tudi blažila, če smem uporabiti ta termin, za vse tiste, ki niso bili naslovljeni v tem prvem paketu in zagotovo bo šport in še posebej vrhunski šport potreben tudi dodatne državne pomoči. O tem vlada razmišlja, o tem vas bomo obveščali v nadaljevanju. Kar pa zadeva vprašanje, ki ste ga naslovili gospodu Olaju v zvezi z zaščitnimi sredstvi, čez 10 minut se bo začela redna seja vlade, ki je posvečena predvsem zaščitnim sredstvom in drugim ukrepom v boju proti bolezni. O rezultatih te razprave in odločitvah vlade vas bomo seznanili jutri na naslednji tiskovni konferenci, ki pa ne bo že ob 9. zjutraj, ampak ob 11. uri, ker nekako ocenjujemo, da bo ta seja danes res dolga in da moramo pripraviti zelo konkretne ukrepe in odgovore, ki bodo lahko naslovili vso to zaskrbljenost, ki je ta hip v slovenski javnosti. Hvala za vaše sodelovanje. Predvsem v luči dejstva, da vse to, kar pripovedujemo, predvsem pa, kaj vse smo skupaj dosegli, ne bi bilo mogoče brez aktivne pomoči in vašega sodelovanja. Govorim o vas, medijih in predstavnikih medijev. Ozaveščanje prebivalstva je iz dneva v dan veliko večje, discipliniranost tudi in to je naš skupen uspeh. Hvala za pomoč. Se vidimo jutri. Se vidimo jutri.